Poglej to! Ilustracije, ki so zaznamovale. To ilustracijo sem prvič videla, ko mi je bilo približno 5 let, mogoče še manj. Biblijo Gustava Doreja smo imeli doma na knjižni polici in zelo velikokrat sem jo vzela v roke in jo prelistala. Pravzaprav nobena druga podoba iz tega časa name ni tako močno vplivala kot ravno te dramatični prizori stare in nove zaveze. Grafika ilustrira stavek iz prve Mojzesove knjige Geneze in prikazuje Noetovo barko, potem ko je preživela vesoljni potop. Vode se umirjajo, na kopnem pa vidimo razmetana človeška trupla in pa trupla raznoraznih živali. Kot kontrast tej temačnosti in smrti je bela golobica, ki se nahaja v centru podobe, in pa sončni žarki, ki osvetljujejo Noetovo barko v zgornjem delu in ji dajejo nekakšen božanski sij. Ta prizor je izjemno intenziven in dramatičen, kar je značilno tudi za ostala Dorejeva dela, pa ne samo zaradi uporabe motiva, ampak predvsem mojstrske izvedbe in uporabe svetlobe in sence. Risba pa je izjemno precizna in detajlirana. Grafika je nastala v tehniki lesoreza, slogovno pa gre za romanticizem s prostranimi pokrajinami in močno čustveno vsebino, kar je bilo značilno za Francijo 19. stoletja. Gustav Doré je izjemno močno vplival na umetnike kasnejših generacij, močan vpliv pa je imel tudi name, saj je ravno pri njem razlog, zakaj so mi historične grafike tako močno pri srcu in zakaj jih pogosto vključujem v svoje delo.